Hola, evo, danes sem hotel narediti en video, prišla mi je inspiracija. Danes zjutraj sem se zbudil iz postelje, oziroma bil sem v postelji, ker tle pri meni je zdaj ful hladno. In ful paše biti v postelji, imam ful debele deke, pokrivala. In mi je spanec oziroma biti v postelji najtoplejši del v dnevu. In v glavnem sem si vzel na easy in sem začel malo brskati po Instagramu, ko sem se zbudil in nisem še hotel iti iz postelje. In v glavnem sem naletel na en komad, na en ful lep komad, tak čuten komad, in ki poje nekaj o ljubezni varianta. In potem je spodaj dol v komentarjih so ljudje pač pisali, da jočejo, ko poslušajo ta komad. In so ljudje objavili kakšen meme oziroma kakšen uni gif od človeka, ne vem, ki joče, na primer, ne. Zato da pokažejo, ko se počutijo, ko poslušajo ta čusten video posnetek. In je pač na temu gifu, na onemu kratkemu videu, ki ga dajo v koment, da pokažejo, ko se počutijo, je pač na primer en fant, otrok, ki mu teče solza iz oči ali kaj takega. Samo solza, na primer. In ne joče kot otrok, da bi se sprostil in pravno jokal. Ampak samo solza mu steče, se obrne in gre naprej, na primer. In pol je en drugi objavil, na primer, en video, kjer je pač en par, kjer se moški in ženska objemata in počasi plešeta na ta komad, na primer. In v glavnem, jaz to gledam in poslušam in pač mi v glavi pridejo neke podobne slike, filmi, imaginacija, fantazija. O temu, kakšno je življenje, kakšno je bilo življenje in kakšno bi življenje lahko bilo. In pač so mi začele teči solze, sem začel jokati. In v glavnem, ko jočeš, ne, v bistvu kaj, v telesu začne se tako nekaj dogajati, tle notri, kot da boš začel bruhati, tako se začne dogajati nekaj, kot da bo nekaj prišlo ven iz tebe, ne. Telo, mišice, nevrološki sistem v bistvu začne delati neko spontano gibanje telesa, ki je čisto del inteligence telesa, tega ne nadzoruješ. Kot da bi nekaj moglo spustiti iz sebe in potem pač tvoje oči začnejo biti solze in začneš jokati in se pač malo tresti, tako kot pač jokanje izgleda. In v glavnem, jaz sem si to dovolil, zato ker je bil lep občutek. Ful lep občutek je bil. In ne, da sem si samo dovolil, ampak sem tako užival v njem. Pač v popolnosti sprejemal. In se kar vdajal v njega, ker je bilo ful mega. V glavnem, in nekaj cajta je to trajalo. Mogoče se ti ob tem poraja še kakšna druga fantazija ali karkoli, kakšna slika, video, imaginacija, ne vem, kjer se ti sam stiskaš žensko ali kaj takega. In pač jočeš in ti je ful lepo v glavnem. In je ful lep feeling. In v glavnem, pol ko je to minilo vse skupaj, sem dobil misli, sem začel razmišljati in sem začel tuhtati, da žalost mogoče ni prava beseda za solze. Eni ljudje pač pravijo, da je žalost neko čustvo, ki obstaja. Ampak jaz, da vam povem iskreno, jaz nisem se v lifeu nisem počutil žalosten. Jaz iskreno ne vem, kaj pomeni žalost. Jaz se nisem nikoli v lifeu počutil žalosten. Počutil sem se mogoče ravnodušen ali pa, da mi je dosadno.
da imam motivacije za nič, ampak nikoli žalosten. Da mi je dosadno, da se mi nič ne da, da ni energije v meni, ki bi me premaknila, da nekaj naredim in da bi lahko preprosto gledal luft in čakal do smrti. To ja, ampak ne žalost. Dosada ja, ma ne žalost. Žalost nekako, ne vem, sploh ne, če obstaja iskreno. Ker ljudje rečejo, da ko jočejo, da v bistvu so žalostni, ampak jaz nisem še nikoli jokal iz žalosti. Jaz sem zmeri, ko sem jokanje doživljal ne kot žalost. Mogoče ljudje rečejo, kao, da smo žalostni, zato ker zgleda tako, ampak v resnici ti, ko jočeš, so to zmeraj solze sreče. Jaz zmeri, ko jočem na tak način, kot sem do zdaj opisal. Pač nema veze, kaj se zgodi, kar pač v tebi vzbudi jok in ta občutek, ki pride z jokom, jaz ne definiram kot žalost. Meni to zgleda, zame je to, jaz se zmeri počutim ful dobro, ko jočem. In potem, ko jočem, še tudi počutim ful dobro. In jaz zmeri to čutim v sebi kot neko sprejemanje, kot ljubezen. Dobesedno, da pride do tega, da jočeš, moraš sprejeti ta občutek jokanja. In zato rabiš ljubezen. In potem, ko si znotraj tega občutka jokanja, se ta občutek ljubezni še pojača. In potem, ko je jokanje mimo, ta občutek ljubezni ostane. Torej, rabiš ljubezen, se boosta ljubezen, ne, med jokom in po joku ti ostane. In torej, jaz ful ne vidim tega kot žalost. Zame je to, jaz se nisem sploh počutil slabo ali takega. Jaz se nisem počutil slabo in nisem se počutil niti šibek. Počutil sem se močen, zato ker lahko sprejemam take stvari, ki so v družbi bile zmeri zatirane pri vseh ljudeh. Moški ne sme biti v stiku s svojo ženskostjo. In če moški ni v stiku s svojo ženskostjo, ker jo zatira, potem moški zatira žensko v svetu. To, kar zatiramo znotraj sebe, zatiramo v svetu. Samo če smo v borbi znotraj sebe, smo lahko v borbi s svetom. In torej, moški, ki ne sprejema svoje mehkosti, svoje ženskosti, ne bo niti mogel sprejeti pravo žensko v življenju. Bo zmeri imel nek destruktiven odnos. In to je tako si vidimo. To ni nekaj, kar sem si zdaj izmislil. In torej, če hočeš imeti dober odnos z žensko, ga moraš imeti najprej z žensko v sebi, z svojo mehko platjo. In sem hotel samo podati to neko perspektivo, ki se mi zdi najbolj iskrena. Ne zato, ker je moja, ampak zato, ker je res inteligentna. Jaz res nisem nikoli videl žalosti oziroma jokanja kot žalost. Jaz se nisem v lifeu počutil žalostno. Zmeri se počutiš ravnodušno ali dosadno in ta občutek, ki mu ljudje v tem svetu, ki so si izmislili besedo žalost, jaz nisem nikoli doživljal kot žalost. Nikoli nisem bil žalosten. Žalost ne obstaja v mojem svetu. Zmeri sem jokanje doživljal kot ljubezen. Kot ljubezen, kot solze sreče. Namesto solze žalosti, meni to ne potegne. Pri meni to ne obstaja. Če žalost obstaja, jo bom popolnoma sprejemal. Jaz nisem pičkica, da bežim. Če žalost obstaja, jo sprejmem lagano. Jaz ne bežim od teh stvari. Jaz sem cel spektr človeka. Ampak sem hotel samo povedati, da vem, da temu, kar mi rečemo žalost, v resnici ni žalost. Jaz to bolj enačim z solzami sreče. Ali človek umre, ali je nekaj tako lepega in čutnega, kot je, ne vem, ljubezen, tvoja ženska, odnosi, ljudje, smrt, karkoli se zgodi v tem življenju, kar izsili iz mene solze in jok, so zmeri solze ljubezni, solze sprejemanja, solze sreče. Jaz mislim, da smo v tem svetu dali napačno ime, neko žalost, če vprašaš mene, ne obstaja. In
naprimer, v svetu imaš dosti moških, ki so potlačeni in se počutijo, da jih je sram, ker jih je v resnici pač strah. Sram in strah pomeni ena in ista stvar. Mene je sram, da me drugi vidijo, kakšen sem, torej strah te je mnenje drugih ljudi. In to je v moškem svetu ful prisotno. In zato je prisotno tudi v ženskem svetu. Če zavračaš žensko v sebi, boš zavračal žensko izven sebe. In v glavnem sem hotel povedati, da če gledaš na to, ko jočeš, kot na neki izraz žalosti, imaš pol avtomatsko zraven tega en program, ki govori, da če sem žalosten, sem šibek. Ja, ker žalost res zgleda tako, kot da smo neki šibki varianta. Nekdo je umrl, nekaj sem zgubil in jaz sem zdaj žalosten zaradi tega, ker mi je bilo nekaj oduzeto, torej brez tega jaz ne morem. In torej zato, ker brez tega jaz ne morem in pokažem, da sem žalosten, torej sem šibek. In ljudje se ne počutijo radi šibki. Ljudje se ne počutijo radi šibki. Šibkost je dan danes ful obsojana. V tem mentalnem svetu je totalno obsojana šibkost. Ampak šibkost je ponižnost. Šibkost in ponižnost je ena in ista stvar. Predstavljaj si, da zdaj naprimer pride na ta planet Bog, v človeški obliki pride zdaj Bog in preprosto čutiš ali pa se zavedaš, da je to neko bitje, ki je nad tabo, preprosto že samo zaradi tega, ker lebdi, če ne zaradi drugega v zraku. In pač se zavedaš, da je na vseh nivojih močnejše od tebe. Ali to čutiš, ali vidiš, ali razmišljaš o tem, nema veze. Pač vsi dokazi so, da je močnejše od tebe in v takem trenutku se pač zaveš svoje šibkosti, da v bistvu si šibek in da ne moreš nič v tem primeru. In to je v bistvu torej prepoznavanje vrednosti tega, kar opazujemo. Prepoznavanje njegove vrednosti, prepoznavanje vrednosti tega, veličine tega, moči, avtomatsko v nas vzbudi, postavi nas na mesto tam, kjer smo in se zavedamo, da nismo na tem nivoju, da smo v bistvu šibkejši od tega in to prepoznamo, ocenimo, cenimo in smo zaradi tega avtomatsko ponižni. Torej vsa ta čustva in stanja so nam spontana in naravna, niso nekaj, kar se mora šiti iz glave. In torej hotel sem samo povedati, da nič ni narobe, če si šibek. Nič ni narobe, če si dovoliš šibkost. Zato, ker vsi smo šibki in vsi smo močni. In ravno v tem, da si dovoliš cel spektr človečnosti, leži prava moč. Kaj pomeni moč? Karkoli ti življenje predstavi, jaz to sprejmem in grem naprej. To je moč. Še vsak, ki je gledal Sylvester Stallone, onega boksarja, film, je govoril svojemu sinu ravno to. Nema veze, koliko te life boksa, ti greš naprej. To je to. Torej, karkoli ti life da, ti si sposoben to sprejeti, živeti in iti naprej. In torej, če nisi sposoben cel spektr človečnosti, od najbolj grobe verzije človeka do najbolj mehke verzije človeka, ne samo v besedah, da govoriš, da si ponižen, ampak v utelešenju, da ti to neverbalno živiš in izražaš, spontano, pred javnostjo. Če tega nisi sposoben, imaš torej še zmeri strah oziroma sram. In tu je tvoje delo, tu je tvoja disociacija, ki kliče po ljubezni, po integraciji. In torej hotel sem samo povedati, da na koncu nema veze, kakšna imena damo tem čustvom. Če eni ljudje hočejo reči žalost, ni panike. Ampak mogoče, če imaš drugačno zgodbo glede čustva, ki se odvija v tebi, ga mogoče lahko lažje sprejmeš in v bistvu vidiš iz neke druge perspektive, da ni žalost kot šibkost, ampak da je v bistvu, da so solze sreče in da je v bistvu moč. Ker ljudje se ful radi pol pokažejo, glejte me, jočem, močen sem, ne pa glejte me, ne bom jokal, zato ker sem šibek, ker me je strah, ker se bom s tem izražal, da sem šibek. V bistvu, če jočeš, izražaš, da si močen.
Ampak ne, da si sposoben samo jokanja, da si sposoben celega spektra človečnosti, ne? Ker eni se bojo tle takoj užgali, ja, res je. Ampak če nisi sposoben agresije in jeze, je pa to tvoja disociacija. Mi smo cel spektr človeka. Ne moremo si lagati, ne moremo se pretvarjati, da ima en človek en spektr čustev, drugi človek pa drugačen spektr čustev. Vsi imamo isti spektr čustev, vsi smo ljudje in čeprav obstajajo različne potence tega, naprimer vsi vemo, da so ženske ful bolj čustvene, in da obstajajo eni moški, ki so mogoče malo bolj na mehkem spektru in eni moški, ki so bolj na trdem spektru, ampak vsi smo zberaj sposobni celega spektra človečnosti. In to je od žalosti, od najmehkejšega izraza človeka oziroma solz sreč do najbolj grobega izraza nas, agresije in sposobnosti ubijanja, če moramo kaj zaščititi. To je vse v nas. Od zmeraj bilo in zmeraj bo. Tega mi nismo postavili, to je postavil Bog. Oziroma ta realnost, to vesolje, kreator, kakorkoli si hočeš zmisliti. To so zakoni, znotraj katerih mi nimamo besede. Ali sprejemaš, ali ne sprejemaš. Življenje je usoda, mi nismo kreatorji, mi smo Božji otroci. Vsi, ki si rečejo v duhovnem svetu, da so bogovi, niste bogovi. To je vse ego. Mi smo Božji otroci, mi ne znamo narediti tega lajfa, mi ne znamo sonca postaviti na nebo. Mi smo sokreatorji. To ja, kreatorji nismo. Mi skušamo že celo zgodovino dokazati, da smo jači od tega, ki je postavil vse, kar obstaja. In mi nismo jači. Cel cajt hočemo zviti in zlomiti neke zakone. In vsakič, ko to hočemo narediti, s tem, ko kupimo v strah in mislimo, da lahko živimo brez nekega dela, ki je del človeškega spektra, potem ugotovimo, da trpimo, dokler se ne zbudimo in ne predamo življenju. Vsak človek, ki je še mislil, da je močnejši od življenja, od Boga, od kreatorja in da lahko živi življenje po svoje, tako kot si on želi in ne tako kot je Bog rekel, ga doleti trpljenje, ki je v bistvu Bog, ki te kliče k sebi, ljubezen, ki te vleče k sebi, dokler se ne dojameš, da je pač treba živeti cel spekter in tam najdeš mir. Tam najdeš enost z Bogom. Kako boš eno z Bogom, če ne živiš tistega, kar je Bog rekel, da je treba živeti? Ti si lahko eno z Bogom, ne v mentaliteti, v morali, v veri, tako kot religiozni ljudje ali pa filozofi. Eno z Bogom v izkušnji, v utelešenju. Torej to pomeni, da živiš vse, kar je del človeškega spektra. Tukaj sem povezal ravno kar duhovnost in religioznost. Ne? Biti eno z Bogom v religiji, govorijo, ampak kaj to v praksi pomeni, kaj to v pravi duhovnosti pomeni, ker tudi duhovni ljudje to radi govorijo, oni bojo rekli eno z ljubeznijo ali kaj takega, ali pa vsi smo eno, ampak kaj to zares pomeni v praksi, na licu mesta, na prizemljen, praktičen način, to pomeni, da živiš cel spektr človečnosti. Ne bom povedal imena, ker nočem izpostavljati ljudi, ki mogoče niso pripravljeni na soočenje z nečim, zato ker nočem forsirati nikogar. Ampak bom sam povedal, da sem naprimer zdaj pogledal 2 podcasta od enega vojaka in od enega pevca. In sem hotel sam povedati, da spontano sem pogledal, nisem z namenom gledal. In v glavnem sem hotel sam povedati, naprimer en vojak, ta vojak je zagovarjal religijo, krščanstvo in sem hotel samo predstaviti, da v bistvu človek je dojel, čeprav je bila vojska vse, kar je poznal, je na neki točki dojel, da v bistvu večina veteranov, ki je preživela vojno, če jih vojna ni ubila tisti trenutek, ko so bili v vojni, jih je pa vojna ubila
potem po vojni, ker je večina veteranov naredila samomor. In torej je ta vojak prišel skozi življenje do spoznanja, da v bistvu vojna ni za ljudi, da mi nismo narejeni za vojno, mi smo narejeni za ljubezen. In jaz upam, da je kdo zares slišal, da so ljudje slišali in dojeli, kaj je ta človek dojel in kaj je izrazil. Ker se zdi tako, da je rekel nekaj na hitro, ampak je povedal eno največjih ugotovitev v svojem življenju. Zato, ker vojska je vse, kar je poznal. In je sam povedal, torej po celem življenju vojskovanja, vojske, je sam povedal, da v bistvu vojna ni za ljudi. Mi v vojni ne funkcioniramo dobro in če nas ne ubije na licu mesta, nas ubije potem z nekim samomorom. Ali pa pač preprosto represijo, strahom pred življenjem, kjer se ljudje vdajajo v adikcije, v odvisnosti, ki jih delamo ravno zaradi tega, ker je strah tisti, ki prevladuje v nas, zaradi vojne. In torej je povedal pač, da mi nismo narejeni za vojno. Vojak je dojel, da mi nismo narejeni za vojno. Meni je bilo to jasno, jaz sem samo ful srečen, da je on to sam dojel, da je prišel do tega. In istočasno je izpostavil krščanstvo. In sem hotel povedati, ker naprimer v svetu dosti krat slišiš od ljudi, kako kurcajo religiozne ljudi. In če pogledaš v bistvu ta človek, kakšno moč je imel Kristus, oziroma kakšno moč ima Bog, da je tega človeka, tega vojaka, ki je zdaj še živ in je hvala Bogu prišel dobro skozi življenje, kako ga je ljubezen Boga, oziroma ljubezen Kristusa, kakšno moč je imel Kristus, ne, če pomislimo. Kakšno moč ima Bog, itak, ampak kakšno moč je imel Kristus, da še 2000 let po njegovem življenju ljudje skozi njegove besede, oziroma skozi vpliv, ki ga je imel na ljudi, ki so napisali religijo, kakšen vpliv ima na ljudi, torej 2000 let po njegovem lifeu, da še dan danes, čeprav ga ni tukaj, spreminja življenje. Kakšna zapuščina je to? Večna zapuščina. In pa če sem hotel povedati, da v bistvu religija je lahko, vse je samo orodje v tem lifeu, ne? Lahko uporabiš za manipuliranje in za laganje, lahko pa uporabiš za povezovanje in zdravljenje. In zmeraj je tako. To nema veze od orodja, to ima veze od ljudi, ki upravljajo z orodji. Ampak sem samo hotel pokazati, da kako v življenju tega vojaka je v bistvu Biblija, krščanstvo, Kristus in Bog. Čeprav si nekdo marsikjer ateist, ki ni nič drugega kot vernik v ateizem, torej isto je vernik, to je zgodba za drugič. In v glavnem pač obsojajo religiozne ljudi, ne? In sem hotel samo pokazati, da v bistvu tega vojaka, za njega je krščanstvo, Biblija, ideja o Kristusu in Bogu pač zdravilo. Ker je v bistvu dobesedno Bog, ki te preko Kristusa, preko Biblije, preko življenja vleče nazaj k ljubezni, k samemu sebi, k celoti, k enosti z njim, k enosti z Bogom, k enosti z življenjem. In pač to je nekaj lepega. In sem hotel še povedati, da ta vojak, vse, kar bi si mogel dovoliti, ker je v bistvu ful integriran človek, ima dobre namene in je dober človek, tako kot pove. Vidim to v njem, da ima čisto srce. Ampak ima še neko represijo, disociacijo, ki če se ji bo dovolil in jo prepoznal, sprejel pogum in dovolil, da ga Bog dokončno potegne k sebi, v enost z njim, ker Bog je tudi v žalosti, katere si ta vojak ne dovoli.
ima nek pogoj, kakšna je lahko ta žalost, zato da si jo bo dovolil, oziroma te solze sreče. In torej sem hotel narediti ta video delno zaradi njega, ker jaz mislim, da on v glavi vidi žalost kot šibkost, ampak na negativen način. In če bi to videl kot žalost, kot solze sreče, bi mogoče dojel v bistvu, da to ni žalost, ampak da v resnici je ljubezen. Ker kot pravim, jaz se nisem nikoli počutil žalostno, ko sem jokal. Zmeraj sem se počutil poln ljubezni. In če bi tako videl, bi si jo mogoče z večjo lahkoto dovolil, te solze. In pač tukaj, če bi se v to vdajal dovolj cajta, da bi se toliko navadil na to spontano izražanje tega dela sebe, kot je sposoben agresije, ki jo rabiš in je obvezna v življenju, ker je tudi tam Bog, bi pač končno ratal cel spekter, naraven, razsvetljen človek. Bi končno ratal eno z Bogom, brat Kristusa. Bi nehal Kristusa tako poveličevati, kot da je nekaj nadnaravnega, in bi se zavedal, da je tudi on sam pač razsvetljen, naraven človek, to, o čemer je Kristus govoril, ampak ne samo v veri in morali in intelektualnosti, ampak v izkušnji, v utelešenju. To, po kar smo prišli na ta planet. Drugo zgodbo, ki sem pa hotel izpostaviti, je pa ta pevec, tip, ki je za moje pojme, vsaj tako, kot sem videl iz obnašanja, deloval homoseksualen in je izpostavljal, da kako v bistvu je, torej ta človek je pa na drugi strani spektra, ne? Je tak ful mehek in se zdaj v lifeu uči. Naprimer, ta vojak se zdaj uči lih te šibkosti, ne? Ampak upam, da bo prišel iz tega, da ni to samo ponižnost v glavi, ki se jo greš, ampak v utelešenju, kjer torej ne slediš samo pravilom, ampak dovoliš energiji, žalosti, šibkosti, ki se izrazi kot solze, spontane solze, kot telesni, neverbalni proces, torej da si to dovoliš. In v glavnem ta pevec je pa na drugi strani, ne? Torej ta vojak zgleda, kot da je nek konzervativc, ta pevec pa nek liberalen. In hočem nekako prikazati, da to so ekstremi naše družbe, kjer se moramo mi združiti, zato da končno pridemo v balans. Vsi moramo biti sposobni celega spektra človečnosti. Potem bomo vsi dojeli, kaj je pomembno, da vse, kar je pomembno, je ljubezen. Zato, ker jo bomo vsi živeli. Ker ljubezen pomeni zmeraj brezpogojna ljubezen. In če hočeš ljubezen živeti in dojeti, torej jo moraš živeti. In živiš tako, da izražaš cel spekter človečnosti. In to je to. Konec pika. Ni tu nobenih filozofij in terapij. In v glavnem ta pevec je pa govoril, da kako v bistvu zdaj doživlja to, da se uči agresije in jeze, postavljanje meja, to, kar je bila tudi moja rana. In torej istočasno je ful mega, da se to uči, da bo na neki točki cel spekter človeka. Ampak istočasno je nekako še zmeri v tem defenzivnem modu, kjer v bistvu tega ni sposoben živeti še spontano. In je v bistvu v takem defenzivnem modu, kjer še zmeri govori, da mogoče pa ni prav, da se deli svojo ranljivost s svetom, da moraš nadpostavljati meje. In delno se strinjam s tem, da ne rabiš vsake besede povedati ljudem, da intima more biti, da obstaja in da ni za vse ljudi. Ne samo zato, ker nismo vsi pripravljeni na to, da bi bili vsi kot ena družina, ampak preprosto, ker imamo tudi dele, ki so samo za nas in za naše ljubljene. In drugih ne rabi brigati to. Ampak istočasno sem še zmeraj v njemu videl, da v bistvu ne stoji spontano in močno v jezi, ampak se jo komaj uči
in je v bistvu v defenzivnem modu, kjer pač še zmeri ni pripravljen, da bi razkril svoje rane. Ne svetu, ker jim je kao dolžen, ampak samo zato, da jih je spontano sposoben živeti, zaradi tega, ker jih je sprejel in je v bistvu jih deli, ne iz stanja šibkosti, ker se še zmeri skriva in boji, da ga bojo drugi uporabili to proti njemu, ampak zato, ker je dobesedno cool s tem. Ker enkrat, ko si cool z deli sebe, te jih ni strah deliti s svetom. Kot pravim, ne rabimo vsega deliti. Tu sploh se ne gre za to, ampak enkrat, ko si res močen, ko stojiš v celem spektru samega sebe, ker si sprejel vse dele in si toliko cool z njimi, kot z vsemi ostalimi deli sebe, šele takrat pač ti lahko torej deliš sebe s svetom iz stanja moči, kjer v bistvu noben ne more tega uporabiti proti tebi. Ker si ti cool s tem. Dokler nisi cool z deli sebe, te jih bo strah pokazati svetu, zato da jih ne bi uporabili proti tebi. In to dela še zmeri ta vojak, ki si ne dovoli spontanih solz sreče, solz ljubezni, šibkosti v utelešenju in ne samo v morali. Torej še zmeri je defenziven in ta pevec, ki je še zmeri defenziven in si ne dovoli jeze, ne stoji v svoji moči, kjer bi iz moči lahko opisoval svojo ranljivost in svojo bolečino. In torej oba dva se še zmeri učita lekcije, integracije celega spektra človečnosti, ampak še nista tam. In sem sam pač hotel, ful mi je bilo lepo to gledati, evolucijo ljudi, skozi katero gre tako vsak človek. To je usoda vsakega človeka. Pot v naše naravno stanje, pot v naše avtentično cel spektr človeka, kjer stojiš v pravi moči, zato ker si cool z vsemi deli sebe. In šele takrat spoznaš samega sebe, kdo si, in takrat si eno z Bogom, ko si eno z življenjem. Zato ker življenje je Bog in Bog je naredil življenje. In zato ni nobene terapije kot pogum. Pogum k izrazu tega, kar je tisti trenutek pristnega v tebi. In kadar si to sposoben živeti spontano, stojiš v moči, kjer lahko celega sebe deliš s svetom. In te ne more noben zjebati. In zakaj to govorim? Zaradi tega, ker se zavedam, kakšna moč je v tem. Zato, ker vsak človek, jaz sem zmeraj bil tako, zmeraj, ko sem videl človeka deliti celega sebe. Za nekoga je rana agresija, za nekoga je pa rana žalost, naprimer. In hočem samo povedati, da ranljivost ne pomeni zmeraj biti mehek. Rana je bila, naprimer, zame izraziti jezo. Torej, zame je bila ranljivost biti jezen. In zdaj sem pozabil, kaj sem hotel povedati. Pizda, na koncu jezika imam, pa mi ne pride. V glavnem, fora je pač biti cel spektr. To je fora. Fora je biti cel spektr človeka, živeti to ljubezen. In v svetu boš zmeri slišal ljudi, ki bojo govorili, eni bojo rekli, da ljubezen je vse, kar rabimo, ampak marsikdo bo pa rekel, ne, ljubezen in spoštovanje, kao, in take stvari. Ljubezen in še nekaj drugega. Ampak to je samo zaradi tega, ker ljudje zares ne razumejo, ne dojemajo, kakšna moč je v ljubezni. Ne razumejo pomena ljubezni. Ljudje mislijo, da sem jaz nek utopični romantik, ki govori o ljubezni, ki ponavlja neke besede, ki so jih ponavljali umetniki in razsvetljeni ljudje v preteklosti, ampak se ne zavedajo pomena tega. Ljubezen je tisto, kar te očisti in poveže z Bogom. Je največja moč na tem planetu, ker skozi ljubezen pridemo do osvoboditve vseh strahu in
svoje lastne moči in s tem vse svetovne moči, kjer prepoznamo, kaj je pomembno in se vse svetovno povežemo in torej na ta način elita več nima nadzora nad nami in mi končno stojimo skupaj in manifestiramo nebesa na tem planetu. Torej ljubezen, če hočemo mi manifestirati nebesa na tem planetu, rabimo ljubezen. Ampak ne v glavi, zato ker vsi ljudje, ki rečejo, ljubezen ni dovolj, je zato, ker ne živijo ljubezni in pač živijo neko idejo o tem, kaj je ljubezen in mislijo, da ljubezen je ljubčkanje in objemanje. Ampak to ni, ljubezen je sprejemanje. Ljubezen je sprejemanje celotnega izraza človeka. In ko si to sposoben, dojameš, kaj je pomembno v lifeu in si močen. In na tak način se povežemo in manifestiramo nebesa. To je plan. To je plan, to je božji plan. In zdaj samo v pitanju si dovolj zrel, da to prepoznaš. To je to. A ja, kaj sem prehotel povedati, veš, ki pride vse samo od sebe. V glavnem izražanje ranljivosti, zakaj meni to zmeri pomenilo, v bistvu ranljivost pomeni sebe izraziti. Kaj pomeni zares ranljivost? Ranljivost ne pomeni izraziti svojo mehkost, tako kot je to v svetu izmišljeno. Ranljivost pomeni izražati tisto, kar je bila tvoja rana. Če je rana zate jeza, potem je izražanje jeze zate ranljivost. In hočem pokazati na ta način, da je v bistvu ranljivost izražanje celega spektra samega sebe iz stanja moči. Torej, da ti izraziš celega sebe, vse, kar si, z svetom. In to lahko narediš samo iz stanja moči, ker če si šibek, boš to varoval in ščitil, boš držal nazaj. Ampak, torej, ti si ne dovoliš biti ranljiv. In samo, če si mi vsi dovolimo biti ranljivi, zares, da pokažemo cel spektr sebe celemu svetu, zakaj je to meni zmeri ful pomenilo? Ker pol sem si zmeri mislil, s takim človekom se vsak lahko poistoveti. Z človekom, ki je cel spektr človeka, se vsak lahko poistoveti, ker je vseh nas, vse to, kar je v celem spektru. Torej, človek, ki je cel spektr, znotraj sebe je sposoben izrazu vsakega človeka na tem svetu. In z takim človekom se lahko vsak poistoveti, s človekom, ki je cel spektr. In tak človek, torej, omogoča celemu svetu, da se vsi ljudje lahko najdejo v njem, da rečejo, glej, ta tip je izrazil agresijo, glej, ta tip je izrazil žalost, glej, ta tip je izrazil ta in ta del, ki ga jaz ne morem, glej, to kul je, z mano je vse kul, nisem edini fuknjen. Jaz sem si zmeraj mislil, ko sem videl človeka izražati ranljivost, torej cel spektr sebe, iz stanja moči, ker če ga itak ne moreš izražati, ker si šibek. Ko sem to videl, to je ful velika redkost v svetu, če tega ni, to je tako mogoče en človek na 10,000 ali pa na 100 jurjev. To so cvetke, tega ni. To je taka redkost, to je tak dar, to so dragulji od ljudi. In v glavnem, zakaj meni to zmeri pomenilo? Zato, ker je tako dele potem, ki si jih ti mogoče sramuješ in te strah, vidiš tukaj skozi nek izraz moči. In tega torej v sebi več ne doživljaš, sebe ne doživljaš več kot šibkega, ampak se vidiš, pizde, jaz hočem biti močen, ta tip je močen, ko si dovoli celega sebe, jaz tudi hočem biti tak. In torej dobiš feeling, da s tabo ni nič narobe in da v bistvu ne da se držiš nazaj v šibkosti, ampak da moraš iti naprej, izraziti to, zato da bi lahko bil močen. In torej imaš vzor nekoga. In nekdo, ki v tebi vzpostavi to iskrico, zaradi katere lahko sprejmeš dele sebe. To je to. To je to. To smo prišli sem na ta planet narediti. To si pravi borec. To si pravi vojak. Vojna je zmeraj bila samo duhovna. Nikoli ni bila fizična s puškami. To je pol samo manifestacija duhovne vojne, ampak vojna je zmeraj bila samo duhovna. In jaz sem na tej bojni fronti že od samega štarta. Jaz sem od zmeraj bil na tem nivoju, kjer sem zdaj. Sem imel svojo disociacijo, ki sem jo mogel integrirati, ampak jaz sem se rodil zaveden tega. In v glavnem, če se mi hočeš pridružiti na prvi bojni liniji, v pravi vojni, na prvi liniji kot vojak, kot borec za življenje, za ljubezen, za Boga, začni živeti cel spektr sebe. Večje motivacije, kot to je v lifeu, ne boš dobil. To so take redkosti.
To je to, po kar smo prišli. To je naša usoda. In vse, kar ni v to smer, je distrakcija in šibkost. Ohranjanje šibkosti. V glavnem, jaz sem na tem nivoju, jaz ne berem knjig. Jaz sem s tem znanjem prišel na ta planet. Jaz sem prišel z namenom, da manifestiramo nebesa. Sem en najmočnejših vojakov in mi bo v največjo čast, če se mi pridružiš v bratstvo, v družino, kjer se borimo in zjebemo Satana do konca. Zato, ker tega je bilo dovolj in zdaj je cajt, da manifestiramo nov svet, tako kot ljudje govorijo New Earth, nebesa na zemlji. To je to. Če misliš, če prepoznaš v meni nekaj, kar hoče tudi v tebi usklit, ampak mogoče ne veš kako in te mogoče strah, kontaktiraj me. Meni se ne gre za denar. Jaz bi rad, da se mi pridružijo pravi borci, da se ljudje prebudijo iz slepote, zato da lahko končno postavimo harmonijo na tem svetu. To je moja zapuščina, to je moj dar in komaj čakam, da me kontaktirate. To je to. See ya.